Ne, katera. Fak, jaz nič ne vidim. Ko res nič. Ko imaš šiti komp. Ne, prav oči. In zdaj poveza to, ta moj safari vožnjo in vse te zadeve v 2020 s vsemi temi, asociirati na neko karikaturo, ki pomaga potem preoblikovati to spremembo, da se lažje peljem skozi to igrico, ker drugače je bila velika paranoja, velike stresne situacije, razdvojenosti, recimo že za eno mizo nedeljsko, kjer je kdo je cepljen, kdo ni cepljen, kaj vse ni bilo, no. Drage poslušalke, dobrodošli v 3. epizodi 4. sezone Kritiškega posladka. Podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti z njo povezanimi prilaski. Danes je z nama primorski akademski umetnik Luka Širok, ki se je po svojo diplomo odpravil v Benetke na Akademijo likovnih umetnostih. Gre torej za ustvarjalce, ki v slovenski prostor vnaša likovni izraz iz beneške akademske tradicije. Luka primarno deluje kot slikar, prepoznavna pa so tudi njegova kiparska dela, ki se proceduralno sestavljajo čez daljše obdobje in v sebi vključujejo kopico najdenih in napol najdenih predmetov, ki se tako ali drugače veže na njegovo življenje. Za Široka in njegova dela je predvsem značilno, da se na nek način vežejo na osebne izkušnje in so vsebinsko zelo lirična. Naslovi kot so Robocop in Luna Park ali pa recimo Fine Dining Alone pa gledalcu nudijo ključ za razumevanje dotičnega dela. V tokratni epizodi pa se bomo pogovarjali o časovni dimenziji ustvarjanja del, o materialnosti in pogojih ustvarjanja, iznajdljivosti ter mitu ciklov in hermetično zaprtih obdobij. Dotaknili se bomo razlike med tradicijo ALUO in Beneško akademijo in če bomo imeli malo sreče, nam bo Luka zaupal tudi kakšno anekdoto, ki je povezana s katerim od njegovih del. Predvsem pa se bomo pogovarjali o prenašanju idej, emocij in življenjskih dogodkov na platno. Zakaj ravno slikarstvo in kako se v to vključujejo ekipi? Z vami so tudi Maša Žekš in Jernej Čuček-Gerbec. Poslušate Kritiški posladek, podcast, kjer klepetamo o aktualnih razstavah in ali o dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. Vse reference polinkamo v opis, zbrane so v opisu posamezne epizode. Če vam je vsaj malo kul, kar počneva z Mašo, nam lahko donirate na Buy Me Coffee za eno kavico ali pa dve, no v glavnem pa ful hvala vsem, ki ste to že storili. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posladek. Posladek. Ok, živijo Luka. Hej. Zdravo. Živijo. Oj. Trenutno imaš razstavo v galeriji Y, na kateri so zbrana dela nastala okoli leta 2020. Gre za akrilne slike velikih formatov, širine tam 2 do 3 metre na PVC podlagah, za 2 skulpturi pod naslovom Frozen, ki so narejeni iz najdenih predmetov iz leta 2017, ter čisto svežo baby sliko velikosti 30x40, družinski krog, ki je pa nastala v bistvu konc lanskega leta, torej konc leta 2024. Gre za večje formate impozantne, kvazi abstraktne podobe, mehkih in geometričnih linij, iz katerih privrejo ven prepoznavne figure, tipo osebe z maskami, pošasti, Robocop oziroma roboti, avtomobili, krožniki, drevesa, prometni znak in drugi detajli. Kipa Frozen se nekako delita podobno estetiko, ker skupek raznih predmetov rezultira v neke amorfne oblike, ki v sebi skrivajo neke na desetine nekih prepoznavnih stvari, na koncu pa vsaka stvar nosi neko posebno anekdoto od zadaj. No, zadnje delo pa je z tega vidika dosti bolj dovršeno, saj te abstraktni elementi so vneseni v podobo dosti bolj premišljeno in manj kaotično. Nastavek za to razstavo, ki je zdaj v galeriji Shaping Changes, sta postavljala skupaj z kdo že? Naj bi se na začetku z mano to postavljalo, ampak vse, kakor dalec vam midva z Luko prišla, je bilo to, da sem mu jaz sam potrdila, da ta razstava bo. Tako da v bistvu it's all you, baby, Jernej. Ne, ampak ne, še nekdo drug je bil mišljen. A še nekdo drug je bil? Sem pozabil že ime. Jasna Kocovan. Jasna Kocovan. A ja, ok, to pa bolj nima veze s to galerijo. Ne, to je pa A ja, sem galerija. mislila, sorry, zato sem mislila, da mene sprašuješ. Pardon. Ne, s tabo smo se menili, z njo smo pa začeli ta projekt. Ja. Mislim, začeli. Ideja je bila, da bomo začela skupaj, potem pa zaradi osebnih razlogov ni mogla. In pol si pa ti prišel, ja, v igro. No, vse te nastavki so bili tam že v osnovi, preden sta se midva v bistvu začela ukvarjati s tem, ne? Kaj je v bistvu bil ta glavni point takrat, preden se je zadeva oblikovala do konca? Dejansko je bilo že nastavljeno, ja, samo je... Veš, kako je bilo nastavljeno, ni bilo prečiščeno, ni bilo nekako, kako bi ti rekel, usmerjeno, da se to sploh predstavi. To je samo neka ideja bila. Ne? Potem smo preko telefona ne moreš, to se moraš videti. Mi se dva se sploh nisva videla. Ti si prišel v mest, da potem je to dejansko
Vidiš, že sama, pol sem razmišljal, že sama ta dogajanja so govorila o tej spremembi, ki je pol nastala. Gre kaj za spremembe v delih ali bolj za spremembe v smislu Po pravici povedano, moram reči, da to je ena zadeva, ki je vezana zelo povezana tudi s časom. Se pravi, te zadeve so se dogajale v samem res začetku svoje kariere, zato ker moram reči, da je bila podlaga, moja prva podlaga je bila zid dejansko, in na ta zid je bil tem murales, je bil grafit, torej to je bil že prvi del, recimo sprejeti spremembo, da na veliko ne grem na platno, grem na zid, se pravi, grem ven. In to se je potem z leti spreminjalo z vsakim pristopom k nekem obdobju, nekemu spoznavanju, je potem tudi to obdobje pustilo med in podlago, ne. Tako sem recimo začel vse skupaj spoznavati action painting, na primer v srednji šoli s tem kolegom iz Buenos Airesa, ki mi je predstavil te ideje, mi je pokazal, kako delati, kako sprejeti sploh ta odnos do slike, da se spremenijo tudi podlage, na primer, da niso vedno ene in iste platna, da se lahko ta gesta je bolj svobodna, je bolj, rečemo, samosvoja, ni potrebna, ker veš, prihajaš iz enih šolskih razmer, kjer imaš v šoli, na primer, veliko nekih konstrukcijskih nalog ali pa idej, ki jih moraš slediti, in zdaj, da ti nekdo pride z eno tako svežino, si misliš, wow, ne, super, kako lepo, in sledeti temu sva skupaj začela potem eno serijo del, ki so jaz mislim, da prav tista dela pokazala, kako se potem lahko vsako spremembo prilagodi, naredi eno zadevo, ki ni potrebno, da je tam ostaje v nekem svojem, kako bi rekel, nekem svojem konvencionalnem, ne. Je vedno dobro bilo videti, na primer, kaj bomo, nimamo platno, vzememo to desko, na to desko bomo naredili, ne, in tako dalje, ne. In pol je ta deska nastala, je bilo enih 10 takih desk in je že bila razstava, pol smo razstavila skupaj, ne. V gradu smo to delali, takrat ni bilo še te ideje o umetnosti, galerije ali pa, ne, si bil samo ti in tvoja energija s tem delom, ne. In to je potem počasi se tako formiralo, da sem jaz to, ne, iz teh muralesov, potem so ti pristopi s tem Argentincem, action painting, vse to se je potem počasi nabiralo in v srednji šoli se je začelo razumevati to kot eno vrste delo, ne zdaj delo, moram to narediti, bi lahko se v neki bolj, recimo, bolj formalnega, bolj profesionalnega pristopiti, ne? In potem je to akademija odprla, no, na primer. Zdaj, če se jaz vrnem mogoče točno na to razstavo, katero je Jernej omenil v galeriji Y. Na tej razstavi so razstavljena že odprej obstoječa dela v smislu, ki so že bila drugje razstavljena, ne. To sva se prej z Jernejem malo hecala, da je to kot neka taka mini baby pregledna razstava. Imamo noter par del iz tega te bolj znane serije Safari oziroma dela, ki so bila že kot del v Novi Gorici tukaj razstavljena, potem ta dva kipca. Nekako je tako nek kolaž nekega 2020 vajba, ki se je takrat dogajalo z namečkom te čista nove male baby slike, kot jo je Jernej poimenoval. Res je, ampak je pa tudi obnova, na primer od muralesu, od tistega vsega, ki sem prej omenil, je začela serialnost, z akademijo se je začela serialnost, opusi so dobivali kvantiteto, in zdaj kaj se dogaja? Preden se začne ena serialnost del, en koncept, en opus, en projekt, prihaja vedno do enih del, ki jih jaz kličem anomalija, in te anomalije prihajajo, se pravi, toliko let nazaj, vsakič se pojavijo kot začetek enega opusa. In Safari je imel, na primer, to sliko, ki je v Ljubljani, je bila na začetku, je pokazala, da bo Safari nastal, in njo sem potem vzel, da pokažem kot spremembo v tistem trenutku, ker v galeriji ni bila razstavljena v mestni, ne. Sej to, ker jaz sem pogledala ta video od Aljoše, od sodobne umetnosti, tam je ni, ja. In gledam ta Safari in vidim, da je zelo podoben, a ni bilo une slike, tako, ne, ja, in jaz tako. Ker tisto se je direktno v tistem trenutku dogajalo. Mi nismo vedeli, a bomo, mislim, da nisem niti vedel, a bomo imeli otvoritev za javnost. Torej smo čakali tisti teden, mislim, da je bilo, da je Pavla odgovorila in rekla potem, ja, glej, bo.
In še takrat se spomnim, smo vsi bili na taki distanci, je bilo res ena kruta razstava. In moram reči, da je bila tudi zanimiva, ker doživeti to je samo enkrat v življenju, tako ne boš doživel. In je bilo res zanimivo, da sem ustvaril potem ta safari še z masko, narisana maska. To je bilo res ena interakcija v tistem trenutku. Zdaj, ta primer, ki je v Ljubljani, ne bi moral biti predstavljen tle, ker ni imel nobene veze s safarijem, čeprav je začel idejo o safariju. Ne? Tako da je ena taka anomalija pokličem. No. Ja, tako se mi je zdelo. Kje so levi? Kje so leopardi? Ta jih ni. Ja, se takrat tudi, ko sva zbirala tista dela in to, mene recimo osebno pri tej razstavi zelo zanimalo pač tvoj razvoj oziroma ta način izraznosti, ne? In se mi zdi, da se je veliko spremenilo od tega, kako si delal pač za časa 2020, ker je ta abstraktnost imela pač neko tako neposredno obliko. Zdaj se pa ta abstraktnost še vedno pojavlja v nekem bolj premišljenem oziroma bolj namenskem momentu. Tudi zato, ko sem gledal tista dela, mogoče, ko sem zbirala, se mi zdi, da so mogoče bolj pasala ta dela, ki so res kazala na ta začetek, manj na to, ker recimo te levi in to so že recimo ja, v tej oni smeri, so že v akciji, ja. So že v akciji. Se pravi, potem je, naprimer, lahko bi naredil sigurno večjo razstavo s temi vzorcami anomalije, ampak te, ki sem pokazal, govorijo o recimo tudi globalnih spremembah takrat, ne? So bile močna sprememba, zato sem jih dal. Obstajajo pa ogromno majhnih teh anomalij in te anomalije imam, naprimer enega prijatelja, zbiratelja, on prav ima rad ta dela, ki se začnejo pred opusom, ne? Čeprav nakažejo opus, jih prav z namenom kupuje prav zato, da ima v zbirki, vedno mi je rekel, veš, kako je lepo videti potem, kaj nastane ven iz tega, ne? In ima dela, ki sem pred leti, ko sem bil pri njemu tudi, videl je zanimivo, ker nikoli si ne bi mislil, da bi, zdaj, ko pogledam, kako je sploh nastalo kaj takega, ne? To sem glih hotela reči, kako veš, da je delo te vrste anomalija. To veš pol postfestom, ko nazaj gledaš, to je bila ta prelomna mogoče. Ne? Zanimivo je, preveč je, ne deluje neutralno, ali ima karikirane čustva, ali je preveč kompleksna in deluje nekako, ko jo pogledaš, tako asocirana neki. Se pravi, imaš že svojo predispozicijo in ta dispozicija že usmerja tebe in tvoj pogled, da pridruži se meni v tem konceptu. Torej, zdaj, če narišem, naprimer se zgodi nesreča, naredim avto, ki je bil razbit, bi te anomalije govorile o tistih gumah, o tisti črti gume, ki je pustila avto, kadar se je zgodila nesreča, naprimer. Ne? Glavno bi bilo zdaj ta avto velik razbit, ne, kot en koncept, ki kontinuirano te vodi, je bila nesreča, ne pomisliš pa na tiste črte, ki je pustil. In zdaj te anomalije bi bila govor o teh črtah. Malo sem zakompliciral, samo tako je, ker je zakomplicirano. In vem, da je ona, zato ker vidim, da je ti ne pusti dihati, ti govori, skozi ti usmerja pozornost na nekaj konkretnega, no. Takega nekega čustvenega preveč. Žena je bila noseča, logično je bila slika matere, ki ima trebuh. Ne? Se pravi, tako sliko ne smatram, da bom jo imel za en opus, v katerem bo, 20 platen, dimenzij 2 za 2 metra in govorile o nosečnosti, to hočem reči. Kako pa bi potem, če se zdaj slučajno za trenutek vrnemo k tej seriji Afrike, ki je bila torej leta 2021, je bila v Mestni galeriji v Novi Gorici razstava z naslovom in ki je pač bila med korono in to in vse, v glavnem veliko formatna platna, ta Afrika serija, na kateri, ki se meni vsaj preko videa zdi odlična in so mi super slike in predvidevam, glede na to, da sem videla te slike v Y prej na fotkah, pa potem v živo, si predstavljam, da tudi tiste v živo izgledajo veliko boljš. To je spet ta fora, ko nekatera, predvsem slikarska dela ali pa to, ne, ali so boljš na digitalnem nosilcu ali pa slabš. No, v tvojem primeru so v živo meni ful boljše. In zdaj, če se vrnemo na to Afriko in glede na to, kar si glih kar govoril, kaj pa ima ta Afrika
Kaj nosi ta Afrika v sebi tega, da je podaljšek te tvoje anomalije, teh gum na tleh? Nastala je potem zato, ker dobro, je bil safari, ideja o safariju, se pravi ob 9 moram iti domov, moram se peljati skozi mejo, katero mejo bom izbral, torej tle sem zdaj moram iti v nek pseudo džip in se peljati, kje me čaka, kdo me čaka, kdaj bom moral masko, kje je maska, kje imaš dokument, kje nimaš dokument. Torej moram se peljati skozi neki safari. O Italiji govorimo. Ja, tako hibridno med Italijo in Slovenijo. Ja, meja. Značilne levi in žirafe na meji med Gorico in Gorico. Tako je, so kontinuirane te neke afriške živali, ki te ustavijo in pol moraš finance, ne? Tako je. Še zdaj prežijo na meji. Ja, in karabinjeri in vse, kar je danes. Ne, včeraj so med dvakrat. Mislim, greš in je problem sigurno in nastane safari. Moram pa Afriko, zato ker je recimo sestra je ogromno v Afriki, živi tam, dela tam, oče je bil mahnjen tudi na Afriko, se pravi družina je veliko te Afrike vpliva in živeti tudi s takim vplivom pusti sled, zanimanje, pusti tudi vprašanje. Jaz sem na dnevni bazi, slišim, kaj se tam dogaja, tako da glej, zelo me je impresionirano ta njihov kontrast. Mislim, oni za Evropo, ko pogledaš te kontraste, no, ko vidiš, je res fascinantno. Jaz kaj takega si ne bi moral misliti, da sploh lahko obstaja, ker smo v nekem izoliranem našem kokonu, ne, in živimo v nekem, ko vidiš dejansko, mislim, zdaj preko fotografije več, tudi nisem, ker sicer me vabi, me vedno vabi v ene destinacije, ki raje ne. Nekje pa v Afriki je to, ker Afrika je tako huge. Zdaj trenutno je Somalija. Okay. Je v Kongu, potem Severna Afrika in tako dalje. Tako da se premika po... Ja, premika se po teh regionih, ki imajo odvisno kam je destinacija. Samo vedno je v teh kritičnih in lepo je pol videti, slišati te zadeve, potem kot slikari ostanejo. Ne? In zdaj povezati ta moj safari vožnjo in vse te zadeve v 2020 s vsemi temi, asociirati na neko karikaturo, ki pomaga potem preoblikovati to spremembo, da se lažje peljem skozi to igrico, ker drugače je bila velika paranoja, velike stresne situacije, razdvojenosti, recimo že za eno mizo nedeljsko, kjer je kdo je cepljen, kdo ni cepljen, kaj vse ni bilo, no. Samo to smo pozabili hitro. Jaz pa nisem, ker sem doživljal, da sem ta proces, kadar se je ta maska dvignila, kaj je to, ne, zato je tudi Monster, naprimer, ki sem ga razstavil tam, on je prav, mene je tako fasciniralo, kako so se ljudje, razumeš, samo si pokriješ del nosa, že kako smo si pokrivali masko je bil problem, ne, ker je bila, naprimer, eni so si dajali pod nosom, ker nisi moral dihati, se pravi, dejansko niti treba imeti maske, ne. V avtu si jo imel, komu, če si sam, razumeš, in take banalnosti. Ne. Fascinantno je iz tega vidika tudi, da so kakšne stvari lažje za prebroditi ali pa za razmišljati o njih ali pa iti čez njih, če si jih zamišljaš kot prospektiven projekt. Ja. Ja, meni je zanimivo, da se zdaj omenil ta razdvojenost, ne, ta sploh za mizo, ne, sploh v tem okolju, zdaj govorimo Nova Gorica, Stara Gorica, Nova Gorica, ne, to je okolje, ki je... Konstantno deluje. Tako, ja, ampak okolje je bilo pred drugo svetovno vojno še nekako povezano, recimo, pol se pa spustil nek kar oster, dobro, vse ima v bistvu svojo povezanost še dan danes. Ne, povezano že, samo še vedno je razlika, si šel čez mejo, pa Laša Pasare, pa Potni list, pa jaz ti povem, da ta mejo, čeprav jo ne vidiš, sam si tukaj je, ma dejansko je. Ja, ne, ene stvari se res poznajo, ampak vseeno je pa razlika potem, ko se je COVID zgodil, ker smo se kar naenkrat zavedli, da pa je tle neka prava meja. Točno tako. In tega sem se vedel tisti dan, ko so, naprimer, zaprli. Jaz sem poslušal ob 6 popoldan, pa pol proti večeru je že bila direktiva, da se zapirajo VIP-ov že. Ne, jaz sem tam blizu, hodimo čez... Ja, zame je bila pa Rožna dolina. Rožna dolina, tako. Tam sem delal in sem bil tako,
blokada na meji. Tako Ja. prav tisto, da so mislim, te betonske. Ne, gledaš, tiste kaj? evropska, fascinantna spektakel, kad se je to zrušilo, ne, in potem čakaj, kakva meja? Ne pozabi, veš, ko mi smo tisto prej, ko si doživljal, in potem je zginilo, wow, super, in zdaj spet meja. Na koncu ta razdvojenost med mejami, ne, to se je takrat, takoj po drugi svetovni vojni, ko so se stanovanja in hiše prerezale na pol teoretično. Mislim, da se je tudi v Mirnu so pokopališče prerezali na pol, tudi nekateri ljudje, ki so končali eni sem, eni tja, mislim pol sem, pol tja. Tako se je potem tudi zgodilo. Ne. Samo da tukaj se je pol, za COVID zgodil nek ta presek čez druge. Ne. Smo si sami naredili nekako mejo. COVID smo si sami naredili, čeprav tudi dobro vpliv medijev, veliko. Ljudje tudi strah pred to smrtjo in ne vem, no. Bilo je res stresno. In zdaj v tem stresu je bilo treba pač slikati. In zdaj klical sem, mislim, da v Avstrijo takrat, da za te materijale, naprimer. No. In ja, vam bomo dostavili, ker tista država, mislim, Klagenfurt je še bil ven, niso še imeli, ne vem, tisto zaprto totalno. In se je dalo, samo mi je rekel, veš, ti bomo dostavili, ne vem, 14 ali 20 dni neki tazga, ne, vse rekel, ne, čak. In ta želja po delu, potem ne, pride do eksperimentiranja, marsičesa. Ja, se zato je pol serija končala tudi na PVC, ne? Tako, in tudi zbrana je, te PVC-ji so bili prav zaradi, mislim, prav v tistem trenutku, ja. Kje se je še dobil te PVC-ji? Oče je, recimo, mislim, imel je eno firmo, ki so delali za sejme, se pravi sejmi za hrano, za vino, za marsikatero verigo te industrije. In potem ves ta material, ki je na tem sejmu predstavljen, je zdaj odvisno, lahko se ga ponovi in reciklira, lahko pa potem se ga odvrže, ker naprimer stranka ne potrebuje več te iste forme tega marketinga in reče, glej, jaz to ne rabim in zdaj ta material ostaja in se ali vrže v smeti ali v mojem primeru uporabi. Pa verjetno za čas COVID-a ga je bilo tega odvrženega materiala kar nekrat več, zato ker ni bilo sejmo. Točno, in tudi ni delno, naprimer, odvoz za smeti niso, ne. Ja, tam je bil ta material in ta material je prišel prav, no. Res je prišel prav. In kako je bilo sploh začeti na nov material slikati? Na začetku strah, ker ne poznam odnosa, ne vem, kaj je plastika, kaj bo naredilo z akrilom. Ko mi je akril zmanjkal, sem uporabljal na nitru barve in te barve so se super prijele, so naredile eno tako glazuro in tudi recimo ta glazura je dovolila, da potem akril na njej ne popoka in tako dalje. Ma to se je videlo s časom, ne, ali pa če je bilo izpostavljeno soncu ali tako dalje. Zdaj na enem videu, ko sem ga gledala, si ti rekel, da ne delaš skic, preden slikaš, oziroma za razliko od vseh ostalih slikarjev, s katerimi sva se midva do zdaj pogovarjala, ki si naredijo najprej iPad skico, potem pa še naredijo projekcijo le tega na platno in potem to naslikajo in je v bistvu vse dokaj strukturiran, načrtovano in clean. Zdaj, v tvojem primeru, kako pa to deluje? A je to res zdaj način, kako si recimo mi vsi romantično predstavljamo, da se pa slikarji zares lotijo svoje slike, da pač jih roka zanosno ponese po platnu? Ja, aktivna predstava je, roka dela to in sigurno obstaja. Je pa predhodna baza, prihajam iz, recimo, prej sem omenil očeta za recimo to dizajn in za sejem in ostalo, ampak prihaja on tudi, naprimer je v letih 70 bil v Benetkah na šoli, tečaj je bil UJAS, prihajal iz Švedske, mislim, da Skandinavija, zdaj ne vem točno. V glavnem, 2-krat na leto so odprli ta tečaj, ki je trajal mesec, 2 meseca dni. In mislim, na tem tečaju si pridobil znanje za industrijski dizajn. In iz tega je on istočasno še hodil profesorju Mario De Luigi, ki je bil takrat profesor te avle slikarske, je hodil tja gledati. Se pravi, mislim, gledati v smislu tudi kaj naslikati, tudi kaj, mislim, ta energija mu je prijala in tako da je hodil na 2 recimo smeri in to metodo in to razmišljanje je prinesel sabo potem v Gostol, recimo tle v Sovkan in ko sem se jaz rodil, je recimo
vse to bilo pol prenešeno na mene in kot zgodnja leta že risba, abstrahiranje, forma, spoznavati vse to že v živo, zato ker on je to delal, naprimer tudi že v sobah, v ateljejih in jaz sem tam zraven že bil in videl, kaj je olje, spoznal tehnike in to tako spilo, recimo, da ko sem stopil v te šole, že imel predispozicijo in nadaljeval. In da pride potem do brez skice slike, je bilo potrebno ogromno skic za potem to skico, mislim za to sliko. No. Tako da zdaj rečem, v tem trenutku ne potrebujem, do tega trenutka je bilo pa potrebno ogromno neke konstrukcije tudi sestaviti, da se, ne. Naprimer, naš profesor nam je vedno govoril, pejte na anatomijo, ker anatomijo ti bo sestavlja, recimo, kako je iz same baze potem gor narediti, recimo, abstraktno sliko, ker ne, abstraktna slika ni samo ploskva barva, ampak stoji na nekih nogah, rečemo. Ne. Kaj pa konkretno barve potem? Ker se mi zdi, da barve tudi zate mogoče so nekako specifične. Barve so baza, ja. Barva, jaz koloriteto, mislim, ko sem prišel na srednjo šolo v Max Fabiani, sem imel sprejemni izpit je bil Van Gogha in Van Gogh mi je... Kaj pomeni sprejemni izpit iz Van Gogha? Zdaj, takrat je bilo, prideš, kaj bo Rembrandt, bo Van Gogh ali bo... in pol smo tako imeli, ja, ok, jaz bom imel iz tega, ne, imam iz Van Gogha. Celotna baza njegova in potem tvoje razmišljanje, kako ti, mislim, vidiš ta impresionizem ali pa kako bi ti v tistem trenutku precej bolj širok pogled kot recimo samo analitično ali pa analizo, da podam. Ne. Daj povej, kaj ti vidiš v Van Goghu. In tako potem je ta koloriteta ena zadeva, ki sem jim tam res povedal in da me fascinira in ta pastoznost, kako ti razumeš, nanašaš to, ne, in od tega potem je sprejeto bilo, ker so videli, recimo, jaz mislim, da so tako razmišljali, kako specifično greš v neki. No. In ti si imel Van Gogha. Ja, a se ti zdi, da te ta Van Gogh tako vsem še malo spremlja? Ker zdaj, ko si o Van Goghu začel razmišljati, pa sem jaz si priklicala kakšne tvoje slike nazaj, sem bila tako, maybe. Ja, jaz sem imel ogromno vpliv, naprimer iz tega Van Gogha, mislim, takoj smo šli v 80-ta, se pravi, me je udaril res močno Jean-Michel Basquiat, po njemu je Warhol pustil idejo o tem, kako bi lahko se to reproduciralo. Mislim, vsak je pustil ne vem, mislim, Karel Appel, kako je mlatil to svoje platno. Bacon, kako je bil zaprt v tem svojem nekem kriku. Munch, kako je dal ta krik. Vsi oni so pustili tudi vsakemu, jaz mislim, slikarju en del. Definitivno je čutiti to pol tudi v delu. Čeprav se ga moraš, recimo, bolj počasi izoliraš te zadeve. Ne. Jaz z tega Basquiata, ki so mi že vsi, ne moreš, mislim, Basquiat je naredil svoje, pusti ga na miru. Najlepše je bilo, da nisem vedel, kdo je Basquiat. In pol, ko sem videl to asociacijo, se rekel, mater, se je res. Ne. Kaj bom zdaj sem bil kar v krizi. Naredili smo v Piedimontu, se pravi, tu je čez tle v Italiji, pod gora, je bil en lep projekt, to ti govorim, leta 2003 in je tale Alba pokojna zdaj združila umetnike iz Italije, Slovenije in Avstrije in smo, se pravi, naredili na tem, je ta mural je zdolg, zraven ene tovarne bombaža in na tem sem naredil pravno mural je tipičen ala Basquiat, prav vidiš, da je Basquiat. Ni bila želja potem, ampak potem, ko so mi rekli, to je prav Basquiat, grem pogledati in vidim, da je... In si tako, fuck, ja, prav. Ne, zdaj... Kdo je kradu koha, ne? In še zdaj sem pol se spomnil, sem štopil do kanala in mater, kaj zdaj je? Ti začne, le ti povem, kriza identitete, da zdaj je konc, zdaj to pripadaš temu, tudi reprodukcija, dosti konc. Ne? Hvala Bogu je pol Rodko mi odprl druge dimenzije. Čakaj, 2003 to je bilo zdaj zate še čas... Srednje. Ja, Max Fabiani. Do 2005, ne, do 2002 in potem 2007 od 2002 do 2007 akademija. Ja, mogoče malo bi se prav naslovil na to akademijo. Ne? Ja. Do zdaj ne vem, če smo imeli mi dva koga, ki je bil z Beneške do zdaj. Se kaj spomniš? Ne spomnim se na pamet, razen ne dajeva velikrat
poudarek na to izobraževalno Ampak obdobje. stvar je, da dejansko je neka razlika med nekom, ki študira na Beneški akademiji ali pa v Ljubljani. Ne? Ja, definitivno. Recimo zanimivo, takrat, ko si se srečal z mojo taščem, s mojim tastom, pol sem mu jaz omenil, ja, sej veš, on je bil tako na Beneški akademiji kot tvoj foter, ne, sem rekel tastov. Je rekel, ja, se mi je zdelo nekam znano, tako nekaj sem prepoznal neko ozadje, ne. Kako ti sploh gledaš na to, da si v bistvu zdaj si v slovenskem okolju, ker obstaja neka ful močna tradicija v resnici Aluoja in mogoče nekomu, ki ne prihaja od zunaj, niti ni jasno, da je ta zadeva kar zasidrana v slovensko kulturno sceno, ne samo iz vidika, da se to dogaja in se to kaže, ampak tudi iz vidika odločevalcev, ne. Gledajo vseeno drugačne ljudi, ki pridejo ven, ne. Zdaj, kako pa se ti znajdeš znotraj tega? Imel sem priložnost, bilo je, zdaj ne vem, ker leto, v glavnem so prišli 10 študentov, je prišlo iz Aluoja na Beneško akademijo. Nisem bil tisti dan, mislim, nekje druge sem bil, v glavnem so mi povedali, da so komentirali iz strani Ljubljane, da smo preveč svobodni, da imamo preveč dostopa do nekih zadev, ki bi jih morali locirati, izolirati, niti postopoma. Medtem ko oni so pa, kot si omenil, bolj rigorozni, imajo stopnje, mislim, da koloritet, kar sem razumel šele v 3. ali 4. letniku, do takrat je chiaroscuro, se pravi črno-belo. To sem slišal. Direktno sem imel kolega tudi, ki je bil na Alu z nami tukaj. Začutil sem, da je malo bolj svoboden, bolj sproščen, ni bil tako, ker pri nas profesor, če je bilo ob 2 do 4 diploma ali pa zadnji izpit, se ponavadi ni pojavil, ker od 2 do 4 je moral gledati tekmo serije B, tako da ni mogel. In ljudje so prišli iz Maribora in so meni govorili, kaj si on misli. Sem rekel, gledajte, tako je, jaz drugače vam ne morem. In ko se navadiš tega ritma, so potem ljudje, jaz mislim, so se kar dosti bolj sprostili. No? Ne vem pa za Ljubljano, ker nisem je doživljal tam, ne moram nič reči. Čeprav Leon, ga pozdravljam, mi omenil večkrat tudi on situacijo, tako da od tam lahko kaj poznam, no? Drugo pa bolj malo. Sorry za intermezzo, ko si glih Leona omenil. Ne? Mini usiljena danes nastala rubrika Vprašajte gosta. Leona Zvodarja zanima, ali imamo na slovenski art sceni koga, ki bi bil kadarkoli oziroma kakorkoli podoben Vittoriju Sgarbiju. Leon ne vem. Sem mislila, da bo kakšna interna fora, pa da boš jezen. A ti je dal kakšen primer, Leon? Ne, jaz sem pol vsa obupana šla to googlati, ker nisem čisto štekala, kaj se dogaja. In pa sem bila tako, to mora biti neka interna scena in sem bila tako, I will try. Okay. Dajmo mogoče samo naščistiti na hitro, kdo in kaj je ta Vittorio Sgarbi. Umetnostni kritik, italijanski. Ja, v italijanski umetniški kritik, umetnostni zgodovinar, pisatelj, politik, zelo, kulturni komentator. Ja, je znam po svojih kontroverznih napadih na novinarje, pa pri vseh, pri ogromno teh intervjujih ima tak močen pristop, se veš, samo... Očitno obstaja še odprto mesto v Sloveniji za to, da si slovenski Vittorio Sgarbi, tako da... Odijo, bolj... Predem postojno. Bomo zdaj naprej zbirali nominacije, kdo bi lahko bil. Dobro, da, če veste, kdo bi lahko bil, kar v komentarji od spodaj. Zdaj, mogoče, če se vrnemo na to italijansko šolo in to. Jaz sem dejansko hotela vprašati zdaj vaju, ko bi mi mogoče to znala malo bolj po domače razložiti. Kaj je potem tisto, da nekdo reče, omg, ja, ta model se je pa v Italiji šolal, to se prav vidi. Kaj bi bilo kaj tazga? Ne vem, če je Italija isto kot Benetka. Ok, prosti, Benetke. Ker tukaj mislim, da gre res specifično za zelo specifične ta beneška šola. No? Se to imamo tudi razliko v umetnostni zgodovini. Je vedno pač, ja, imaš Italijo, pa Florence, pa Renesansa, pa to imaš pa ti beneško šolo, ne? Tizian in te fore. Težko odgovoriti, verjetno se skriva za tem, jaz mislim, prav ta ležernost pristopa in brez usiljevanja svojega
nekega ritma ali prepoznavnosti, ker to je velik problem pri profesorjih, če ne prepusti, če vpliva na študenta. In tukaj teh vplivov ni bilo tako čutiti. So bili, ampak je dal jasno vedeti, naprimer, preden si stopil vsaj pri temu profesorju v avlo, je dal jasno vedeti, katere zadeve se smejo uporabljati, katere zadeve so že toliko uporabljene, da je nepotrebno stopiti. Naprimer, je bila lista, da smo se vsi smejali, se pravi novorojenčki, ne balerine, ne pokrajine, ne bi bilo kar lista, kaj ne. Zakaj? Kaj ne slikati? Kaj ne, prosim vas lepo, ker smo od Degaja balerine imam tle gor, ne rabimo več balerin. In tako, en tak pristop, da je penetriral tebe. Moj pogovor z njim je bil o sebi, kaj sanjam, kaj doživljam. Nikoli ni bilo govora o slikarstvu sploh. In to mi je bilo v redu, no. Neka psihoterapija vedno. Meni se vedno zdi, da je tako Ljubljana malo bolj formalistična, malo bolj usmerjena, mogoče malo več konceptualizma odzadaj, malo več tega nekega pristopa, zakaj delam umetnost, kako delam umetnost, zakaj je tašna umetnost in kaj hočem povedati. Za Benetke pa vedno se mi zdi tako mogoče, da je malo bolj ekspresivno že samo po naravi, pa bolj odprto v smislu nekih odvisno od generacije. Odvisno od generacije. To je moj, kar sem jaz videl, ne vem zdaj. Imaš šolo slikarstva, res obstaja, ta Fondazione Maluta je prav ta asociacione, ki ima v sebi 70 ali več slikarjev, prav tipičnih, ne. Ampak je tudi Benetke polna konceptualizma in formalizma, tudi z digitaliziranim, intermedijskim, je močno karikirano tudi. Zdaj tako je, prevladuje zato ker je, ne vem, je tudi zgodovina že pustila, no. Ne vem, je prav resno okolje, ki... Mislim, a ni fajn, da imamo različne stvari, pa da različne ljudje drugačne. Da bi imeli vse šole isti outcome, pol smo kratko malo. Ne, definitivno. Je pa zanimivo vedeti, da res pusti dovolj vtisa na učence, da se jih da postanejo prepoznavni, oziroma da lahko vidiš neko razliko. Mi smo se morali, naprimer, ti si prišel na akademijo, si dejansko bil zgubljen v tem. Zdaj je galerija tam, trenutno ni več šola. Mi smo se mogli preseliti na Inkurabili, ki so na Zaterah. Prej smo bili v tej stari šoli, kjer je še pisalo naprimer Tiziano gor, uklesano kdaj in tako. Si doživljal to energijo tam noter, zdaj ti ne gre, kje imam jaz zdaj zgodovino umetnosti, kje imam jaz te formalnosti, jih nisi moral kar sprejeti. Zdaj pa idi tja, imaš tajništvo. Je bilo v enem oboku iz ne vem kjerga leta. Jaz ko sem hodil do tajništva, sem se zgubil že ne vem koliko krat, da bi poli tajništvo bilo nujno, rabiš to znamko, pa idi iskat na pošto in v tem, ko grem na pošto, spet doživiš to Benetke tako močno, intenzivno in ta pošta v enem spet lepem iz 1700, da spet, kje si bil toliko časa, pa je na pošti, je še gužva. Tako da, toliko teh detajlov v teh Benetkah, da res pol se zgubiš tam in to formalnost in to moram in to ne obstaja, ga ni, res. Bilo res lepo videti, pol dobro, si imel tudi profesorje, ki so zahtevali svoje. Izbral si svoj, kam, naprimer anatomija, si imel in tisto striktno, kjer je bilo treba skoraj izračunati vse, do umetnostne anatomije, ki je nudila tudi eno svojo vizijo na, ne vem, nek kolk ali neko koleno ali pa. Dosti je bilo tega za izbrati, recimo, ne. Čakam, ampak prvotni razlog, zakaj si ti šel na Benetke, pa je? Veš, po končanju v Gorici, v srednji šoli, tam sem že imel predispozicijo, brez da imam sprejemne, in pa italijanski jezik in tudi, ne vem, bila mi je bolj blizu kot Ljubljana. Se mogoče vprašanje, zakaj si šel na srednjo v Max? A to pa... Ker to je bila, Benetka je bila posledica tega, da si šel v srednjo, ne? Veš kaj, blizu je bila, možnost je bila, srednja šola, pred mano so že bili tudi prijatelji, ki so mi rekli, le pridi, je v redu. In tam sem tudi spoznal in še danes razstavljam s temi profesori. So ljudje, ki niso zavirali,
ker sem imel občutek, da se je tukaj zaviralo malo, še v tistih časih, verjetno bolj, ker sestra je bila na gimnaziji, manj koliko sestre sirala skozi ta... Tam nisem... Oni so, če si imel nezadostno, so hoteli, da s tabo se potrudili, da imej, razumeš, to zadostno, samo da greš naprej. Mislim, je tako romantično, veš, Italijani imajo eno tako željo, da si ti dej naredi, ne? Tla bi bilo pejdi. Ne? A se to potem tudi na nek način odraža v delu z njimi, v smislu z italijanskimi galerijami, razstavljanje v Italiji, pač nasplošno ta odnos galerist, kurator, umetnik, producent, tehnik, kakorkoli. Kakšne so pa kaj te izkušnje? Zelo, zelo lepe, res moram priznati. So ljudje, ki so mi tudi dali vedeti par stvari, pokazali smer, rekli, poslušaj, dej gledi na umetnost tudi iz tega vidika, ne samo iz tega. Pazi, ne deli toliko korakov naprej, ker ljudje potrebujejo čas do teh nekih korakov. Se pravi, če boš zdaj, primer dam, narisal samo 1 milimeter tanko črtico in jo boš razlagal več, kot je sama družba razumela jo, boš imel probleme. Potem dej se malo ustavi, naprimer. Ne. S temi idejami jaz, naprimer, evo, te skulpture, ki so v galeriji Y, so dela, ki sem jih 2017 naredil in mi je rekel, počakaj 4-5 let, pa potem jih lansiraj. In tako sem naredil in vidim, takrat, če bi jih, bi bilo težje. Vidim zdaj, koliko je nekaj odražanja in pozitivnega do teh del. Prej bi bilo smeti, ne, oprosti, ne mi kazati to. Ne. On je pa verjel v to in mi je govoril takrat, mislim, v Smerju, ne, eden od teh kustosov, mi je rekel, poslušaj, dejva razmišljati, če bi v to smer udarila, v to koloriteto, v te materiale. In tako odnos ni bil, recimo, dosežen še tukaj v Sloveniji, naprimer. No. Čeprav ja, zdaj z vami, naprimer, ali pa z eno mlajšo generacijo tudi sem uspel, ampak se vedno potem nekako razprši po regionih to. Tak občutek. No. Če se zdaj že omenil ta Frozen, dajmo mogoče še o tem delu, ker meni se zdi to delo zelo zanimivo. Mislim, to je bila ena od tistih stvari, ki meni v bistvu ful prevzela, ker sem te obiskal v ateljeju. Ti si mi sicer takrat pokazal en kup del, en kup stvari, pogovarjal sem se o delih, ki so bila razstavljene, delih, ki niso bile razstavljene, tudi o stvarih, ki si jih že prodal. Tle mi je bilo pa tisto, ki mi je ful presenetno, ker se pač mi pokaže zadevo in potem sva šla pa v detajle. Mi začneš razlagati, ja, to tukaj, vidiš, ta košček tukaj, mi je pa dala hčirka, ki je bilo bla bla. In meni je bil ta moment, tega, da si ti vzel te neke najdene predmete, oziroma niti ne najdene, darovane predmete, lahko tudi rečemo, in ustvariš potem neki ven, ki je čist neki drugega. Zdaj ni kip ne govori o tej zgodbi specifično. Točno, ja. Mogoče, če ne vem, malo poveš, kako se lotil, pa tudi to, ti nobeno od teh stvari nisi naredil, ne vem, v enem tednu, dveh, vse je trajalo, ne? Da. Pa poglej, naprimer, koniček zdaj, ko si omenil hčerko, imam ga v avtu in otrok prerase to in zdaj ti vsi, razumeš, tu imaš enih 8 let otroka v avtu, ki sedi na tem koničku in potem pride prerase in konička ne rabi in vsi, pa dobro, to vrži stran. In ne morem vrš stran energijo, energijo, neke spomine na ta koniček, ki se spomne tudi, kako je bilo s tem koničkom v kakih situacijah. In veš kaj, ta koniček jaz ne bom vrgel, ne bom pa tudi ga zbiral zdaj neke skladiščenje in ne vem kaj. Ampak zaradi barve in te forme, dajmo ga pustiti tam v kotu ateljeja. In tako se nabirajo neki posamezni objekti, predmeti, in še sam ne vem zakaj, veš, barva je vedno povezana, vem tudi, da je iz platna, to nekako si razlagam, karikiram toliko na platno, da gesta na platno mora iti že ven iz platna, se pravi, potrebuje prostor, ona se premika, je zelo organska, ima svoj značaj in prepozna, naprimer, objekt konička, prepozna eno to, in ona jo izolira in jo pusti tam, kot neka energija, jaz ne vem, in jo gledam, jo opazim in v trenutku, ko jo opaziš, glej, ona se bo lahko sestavila
v ta in ta koncept. Vse to zgleda nekje v nekem trans-alfa stanju. Ne moram razlagati konkretno, ja, gledaj, to sem vzel, to bom danes dal tukaj. Ne gre to tako in ne more iti tako. Je pa tisti večer, preden moram iti, čakaj, lahko bi res dal tam. In se vrnem in pa jo dam. Meni ravno ta časovni element tega. Ja, tega, zelo zanimiv. Podzavestnega prebavljanja, ki traja, ne vem, tu se sprašuješ tudi zakaj, ne? Ja. Čakaj, ne morem zdaj zbanalizirati en koniček tam od otroka, kar neki, ne? Ampak potem naredi pa zgodbo. No. Zraven konička je kos lesa, ki mi je pomagal, da avto mi ni šel dol po klancu, ker žlajfe niso delili. Čakaj, mater, ta kovc mi je pomagal, mislim, ne, degati. In je na kipu ali pa na instalaciji, nekje je on, tam je. Zdaj pa, kako se to formira, je pa začela prav ideja o scenografski te site-specific ideji, se pravi, dajmo postaviti, ker ni bila želja, da se ta kip formira v smislu, ok, izdelek. Ne, on bo pripadal temu filmu, temu scenografiji in on bo del te fotografije. Tako da pol je ta fotografija bila v bistvu rezultat vsega tega. In ta proces tega dela bil dokumentiran in zanimivo, ker se je s fotografijo tudi prekinil. Nisem več videl tistih roza koničkov, da bi jih moral spet prinesti. Zelo zanimivo. Ne? En tak hiter presek, da se ne vem, no, se to vse izhaja slike dejansko. No? Res slika pove doskrat, kam se usmeriti. Emilio Vedova, no, on mi je, njegovi dokumentarci tam, kako govorijo o tem oknu, iz tega okna, kako se gestualika sprehaja tudi v prostoru, je res fascinantno bilo. No. Tako da ja, ti predmeti se združijo v zgodbo in potem se jih sestavi. In zdaj Frozen je bilo res minus koliko, 12 ali 13 in v tem prostoru, ki sem to naredil, to je skladišče veliko, tam je bilo res mraz in to moraš, ta les, ki se drži skupaj s tem mekolom, mora se hitro posušiti in ovijem to deko, razumeš, da se ne bo razpadlo in to se je razpadlo pol tudi. In pol ponovno to sestaviti in to deko, čakaj, jaz ti bom porabil, mislim, res je, ni zakaj, no. Prej si omenjal fotografijo, kaj pa ta serija Visual Vandal, ki v bistvu tudi malo razbije ta tvoj opus, če se ga na tvoji spletki gleda, ko je v bistvu čeprav cela tvoja spletna stran je malo tako, malo je tako, pač kaj je ta font, nek ta ghost, dark font. Ta font, to je še zgodba, ne? Ker pa sem bila this explains the naslovno fotko za Y, ker mi ni bilo jasno, a je to nek Gen Z meets Vampire Slayer. To je to, kar jaz pravim zdaj že encaj, da bo metal fonti ful se pojavljali. Tako malo žanrsko, no? Se spomniš, ko so naredila kritiški posladek metal nalepke, ne? Ja, no, ja, se spomnim. No, in jaz gledam Lukotovo stran, ko se pogovarjamo za to zadelati in on je imel prej pač neko, ne spomnim se, kako je že točno izgledala tista stran, ampak veš, ti ostane v spominu približno, kako mora izgledati stran, vse fino. In pol en dan, čakaj, moram še nekaj pogledati, grem spet njegovo stran, čakaj, je to ta prava stran. A ja, to je novost? Torej. Ja, ne, to se je spremenilo v tem cajtu, ko smo midva delala razstavo in meni je bilo ful zabavno, da si ti tudi izbral ta metal font. In jaz sem bil tako, hudo. Istočasno. Ma ne, bilo je želja, da naredim ene majice, da naredim eno serijo, projekt, prav Visual Vandal. Se pravi, poberem tiste fotke, ki sem jih že do zdaj fotografiral, ne glede na kvaliteto in na kadar, na vse. In naj bi govorila, ta fotka recimo naj bi malo, ne rečem posiljevala, ma dala tisti trash vpliv, neke situacije, ker se je takrat zgodila, zato ker vsaka fotka je spet dogodek tam, ne, tale, ki nima zoba, je bil moj prijatelj Bolgar ob 3 zjutraj, ugrižne v jabko in pol me gleda in jaz mislim, čekaj, kaj je ta čingum na te jabki? In on mene gleda in pol, se ni činguma. In ker jaz vidim tisto ob 4 zjutraj, razumeš, brez zoba, jaz ti ne znam povedati,
koliko ur sem rabo, da sem prišel k sebi, ker nisem več po teh žurkah, pa priješ domov in vidiš zob tam v unem. Pol je šlo dalje z vsako fotko posebej, naprimer tista na Ptuju, tale Smrketa, ona je bila, jaz sem šel na tale kolonija na Ptuju, pol smo šli pa ven in so ti kurenti, pa ti krofi in vse to tako posilno in pol se pojavi ena taka, razumeš, situacija, avangard tam z tole punčko, ki je mama tako vlekla skozi to gužvo in sem jo, razumeš, ko sem se obrnil, sem moral to ujeti in takrat mislim, da sem še z enim slabim telefonom to ujel. In potem je tudi moja sestra tam in moja mati, ki je jo z velikim užitkom kalamare, tako da je dosti takih situacij, bolj ironičnih seveda. To je ta, kakor so napisali, urbana, ulična, lirična umetnost, ki je iz nekih teh grafitov pa muralov, je tako malo trashy, urban, punk, žanr, vibe. Mislim, kako nekdo, ki bo zdaj poslušal ta pogovor, si verjetno samo iz pogovora tega ni predstavljal. Ne govorimo o barvah, pa benetkah, pa ne vem, ojoj, kako je bilo grozen med korono. Pa v bistvu ne, pogledaš ti to tvojo spletno stran, pa si tako, to je nek hardcore, dark dude, ne, z nekimi unimi ala stvari, ko so bile v, ne vem, Jožefa Štefana, tisti portreti, kot tako, ta model, to je malo scary, ne. In potem me bo videl v Mariboru, bo videl safari, bo rekel, čakaj, kaj s tem modelom? In pol bo šel, se vrnil, bo šel v Italiji, bo videl spet en drugi. Ne znam ti povedati, zakaj se to ne zna zajeti in formirati v neki tako, recimo, prepoznavnega in kontinuiranega. Težavo sem imel v Milano isto, prinesi mi samo risbe, sem delal eno obdobje samo risbe. In prinesi mi te risbe, da sem prinesel platna, ne, jaz sem hotel samo risbe. Je kot da bi se hitro, razumeš, se preseka tudi zaradi želje, mislim, zaključi se tisto se je zaključilo, jaz grem dalje, jaz ne morem se ustaviti. Ne vem, no. Ampak tako malo po kombinacijah barv, mislim, da je to neka kontinuiteta. Ja, tisto je. Ta način nanosa barv, ta malo zabrisanost, ko se pojavlja ta neka sivina prek te zeleno, umazane roza, something, nekaj tasga. Tisto je ostalo tudi Benetk, ta mulja. Govorimo skozi, da so te cikli ful zaokroženi v smislu, da se stvari zgodijo eno za drugim, ampak v resnici, ko se malo spustiš v tvoje delo, ful stvari nastaja sočasno nekako. Tudi, ja. In različnih, popolnoma. Ker sem bil v tvojem ateljeju, se spomnim, tam si mi kazal te serije Black and Night, ki so bili te umori, ki si rekel, da ful zanimivo in vse, ampak da ne veš, kako bi to prodal, ker pač it's not fun and nice, ne? Pol ta serija I'm Fine, ki je v bistvu ful simpatična in se mi zdi, da mogoče rezonira z marsikom z naše generacije, ker so pač vsi malo alone, ampak da je fine. Tudi ta generacija mi je najbolj... Tudi you and me je tako, ne? S tem so bili pa te neki interjeri, ki jih zdaj delaš, to, ki je čisto novo. No, iz tega interjera je zdaj šlo že na viteze. Ampak tisti interjeri so bili tudi tako popolnoma drugačni, ne? So bili ful bolj... Miami Murder Case. Miami Murder, ampak mogoče ne Murder, mogoče ne veš. Ne, je prišlo že do Murder, ti si bil, ko ni še v bazenu bilo tega uboja. Ni bilo še uboja. In zdaj praviš kaj, da so vitezi, ta novo. Pazi, zdaj tam, to je zgodba, ne? Zdaj tle opišemo v smislu Miami Murder Case, dejmo, sam sem bil, se pravi, I'm alone, joj, koliko tega. Se pravi, preden I'm fine je, smo rekli, kadar se po tej maski moram izgovarjati in govoriti, da meni je v redu. Ti ni v redu, ne govori. In potem naredim I'm fine, serija, ironično, I'm falling man, naprimer, pada dol iz nebotičnika tega VTC, pa to je bila fotka, kao po tej fotki se šel tudi, pada in govori, kao I'm fine, ne, in pada. Mislim, ta ironija. Iz te ironije je bilo potem me and you, jaz in ti, kako si ti, jaz, dobro, ti, mislim, ta pogovor med nami in zgodba, pa ribiča z morsko tole zvezdo, ki se sveti v vodi, potem jo nese v vas in potem vsi ti ribiči jo zlorabljajo in ne more več svetiti. Zgodba me and you. Dolga, široka in on sam in ta ribič. Iz vseh teh se je potem začela stanovanja in interjeri, da jih spravim nekako v nek prostor. In zdaj sem v prostorih razglabil, sem jih naredil, sem rekel, dobro,
imamo vilo, v tej vili se je nekaj zgodilo, torej, če so bile tam osebe glavni point, se zdaj nadaljuje brez teh oseb. Zdaj bojo pač situacije, da ne bo oseb tam. Je simbolika, vitez, je simbolika za mir, sam v svojem, se pravi, skozi je ta podzavestna pogovarjanja, ampak se zdaj še formirajo, ne moram zato zmedeno govorim, ker ne vem še približno, kje se bo ta povezala. Tista slika, ki sem jaz videl, ki še ni bila končana, točno. Pa je bilo nek vtis, pa se pa spremeni še. Mislim, naresno, zdaj v tem, odkar si ti, kar so se videla, je bilo narejenih ogromno del in so tudi enih 3 ali 4 dela, parki, renesančni, skipi in konji. Mislim, to se, kot je zdaj konji in parki in vse, ne vem, veš, začelo se je s tem oligarhom. Oligarh, ki prihaja, gre na žurh in prihaja z avtom, gre na žur, on bogataš, uživa in pride nazaj iz afterja s tem črnim konjem. Ne, ta bizarnost, kaj si jaz se upam. Ne. In iz tle je bilo pol, razvijemo dalje. Ne. Te parki, pa kjerem parku je on žuru, kdaj je to bilo, a je bilo to po noči ali ne. In to se zdaj kot knjiga piše. Kdaj bo zaključena, ne moram vedeti, ker trenutno se dogaja. No. Ampak to se mi vsem zdi nadpovprečno veliko premišljevanja in neke interpretacije in tako, ne? To, kar ti moraš razumeti, da je zdaj, blodim in sanje, a to trenutno se dogaja, ne? To je direkten prenos, kar se čuti, se tudi izliva v tistem trenutku. Se pravi, zdaj imam, ne vem, eno situacijo, vsak za sebe in vsak za sebe bom z vitezom pokazal meč podol, samo miru, obrnjen s hrbtom proti tebi. To zdaj vidim, znam analizirati. Pred leti bi rekel, kaj zdaj pa vitez tle, ne? Zdaj pa ga znam, je res ena psihoanaliza, ki govori direktno o stanju, ki se dogaja v meni ali pa z okolico. No? Torej, direktno, hitro. Terapija ali pa ma niti ne, ker jo ne gledam. Ja, jo ni. Pravi, ne, če rabiš terapijo, ne, ali pa se upišeš v akademijo. Pa. Ampak to, kar si rekel, odkar sta se vidva na zadnje pogovarjala, pa se to ni tako dolg časa nazaj. Koliko slik si pa ti že vmes naredil? Zdaj je že enih 15 ali nekaj tasega. To je kar produkcija, ni? Ja. Ali je to nek tvoj tipičen tempo, ali je to zdaj nek val se zgodil? Vali se dogajajo, če je konstantno delo. Vali ne pridejo zaradi bohemskega navdiha, vse pri meni. Ne. Razen, ko je korona. Razen, ko je korona, ja. Takrat pa je navdihu. Pa tudi druge situacije so bile. Mislim, tisto, kar je val, da okej. Hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Najlepša tudi tebi, Luka, ki si vesel in za klepet. Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode pa deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmr. Napišite nam kakšen cool komentar, polajkajte epizodo in donirajte kavo. Ciao! Ciao, ciao! Ciao ragazzi! Bellissimo! Preden odgovoriš, jaz sem za sekundo mislil, da smo live zdaj in da je tako Leon pisal, ki nas posluša. Ja, res je. Se rekel, Ne, jaz sem danes Leonu pisala, danes pride Luka, a imaš kakšno kul idejo, kaj naj ga vprašamo, in on je napisal to. A je kdo na slovenski sceni kakorkoli podoben Vittoriju Sgarbi? Čaki, Vittorio Sgarbi. Ja...